V nadaljevanju se usedemo na Piran Ekspres, vozil nas bo Darko. Zdravo. Ja. Ja, kakšno je vprašanje pravzaprav? To še ni bilo vprašanje, to je bil samo uvod. Okay. Ja, Piran Ekspres vozi po Piranu redno domačine, ker pesem je namenjena predvsem nam, domačinom, tisti, ki štekamo, za kaj gre. In približno že 3 leta vozite domačine. Takole je. Pričela sva pred dobrimi 2 leti z Džanijem, tudi kitaristom in pevcem. Kot duo v glavi sem imela idejo, da bi oživila malo hipijevsko muziko 60 let in igrala po ulicah, tukaj predvsem na obalnih mestih. No, potem sem pa jaz potegnil ven nekaj starih stvari, ki sem jih že sam napisal in tudi preigral, ampak nikoli v javnosti. To bi bilo Džaniju zelo všeč in sva potem malce spremenila koncept tega dua, na kar sem jaz dobil tako rekoč krila in začel pisati še dodatne stvari, ki sem jih imel v glavi, delno narejene, delno samo zamišljene. Tako da je postalo vsega dovolj za en cel album. In iz tega, ko sva šla snemat, je dozorela ideja, da je pravzaprav material dovolj dober za band, za nekaj bolj resnega. Tako da sva se potem zmenila še s starimi prijatelji, basistom Andrejem in bobnarjem Borisom. In tako je nastal Piran Ekspres, ki zdaj pravzaprav vozi dobre pol leta, nekaj takega. Tako se res. Torej ste v kombiju 4 trenutno. 4, tako je, ja. Kot pa pravite, Piran Ekspres je nebeška kočija. Ja, nebeška kočija je to, kot sem uvodoma rekel, zato ker to razumemo domačini, ki se na ta Piran Ekspres, torej neka pravlična ali pa neki izhod za nas, ki v recimo turistični sezoni pobegnemo iz te gneče, iz te množice, najdemo neke svoje skrivne kotičke, kjer v miru uživamo Piran tak, kot je tisti, ki nam je všeč, zaradi katerega smo tudi tukaj. Pobegnete v Lucijo? Ne, v Piran, ampak v skrite kotičke, skrite ulice, tako že pravi, kjer so tiste kamnite zavese, ki dajo hlad in mir, predvsem to. In potem imate zraven še inštrumente, pa Ja. vse skupaj se vrnete potem, kot si dejal prej, v ta hipijevski čas. Ja, v bistvu je tako. Je malce tega, ker smo vsi, bi rekel, v nekih zelo zrelih letih in smo tisto svojo cvet mladosti smo doživljali v 60-ih in običajno je tisto, ko obdobju mladosti daje pečat človeku, ne, in tisto si nekje najbolj zapomniš in tista leta so ponavadi najlepša. Tako je tudi pri nas, tako da recimo se radi vračamo v tista leta, vendar muzika pa ni več tako zelo, bi rekel, vezana na muziko 60-ih, 70-ih, ampak je lahko, bi rekel, kar precej sodobnih ritmov in tonov, tudi teksti so mogoče niso toliko ljubezenski in tako naprej, ampak bolj družbeno angažirani, seveda skladno z našo percepcijo življenja in pa zrelostjo, pa starostjo. Prva skladba, ki je naslovljena po vas, pa je v taki bolj country ritmih. Ja, te country ritmi, lahko je kakšen komad tudi bolj v tem country, tudi balada recimo je zraven, ampak jaz bi prej rekel, da je mogoče tukaj bolj neki blues rock, kar je sicer težko je popredalčkati to našo muziko, ampak bi rekel, da neke vrste alternativni blues rock, recimo tu nekje se mi zdi, da bi bilo še najlažje opredeliti, če še moramo. Ste pa pesem še podkrepili tudi z videom, tudi taki bolj retro obarvanem? Ja. Ta celotna zgodba, ki se bo gradila tudi skozi naslednje video opremo naših pesmi, bo v bistvu neka zgodba, ki se plete, ki nekje ima začetke v hipijevskem obdobju in potem v današnjem času pa pač se pojavimo mi v teh zrelih letih, ampak v hipijevsko obdobje se pa vračamo s spomini, no tam nas pa nadomeščajo brhke mladenke, niso brhki mladeniča, ampak brhke mladenke, ki jih je verjetno tudi lepše videti kot nas.
Zato priporočam, da si poslušalci ogledajo še video. Ja, hvala, ja. Darko, prej si omenil, da je materiala kar nekaj pripravljenega, torej sledi še epilog v obliki albuma? Ja, album je v bistvu že v celoti posnet, zmiksan in tudi zmasteriran, tako da računamo, da bo v roku enega meseca album zunaj. Imamo pa že v bistvu dovolj materiala tudi za naslednji album, tako da sredi prihodnega meseca gremo spet v studio in bomo snemali že naslednji album. Tako da bom rekel, smo kar rodovitni, kar ustvarjamo. In to nas zelo veseli. No. To pomeni, da je dobra ekipa, da imamo nekak pravi, smo se dobro profilirali, dobro zastavili in nam uspeva tisto, kar smo si zamislili. Saj nimamo nekih visokih ciljev, vemo, do kam približno lahko sežemo in predvsem bi radi pač izpovedali tisto, kar imamo v sebi in čim večkrat nastopili. To. Ampak najprej bomo zavrteli vašo ta prvo, ki ste nam jo poslali. Zato, Darko, zapelji nas s Piran Expressom. Ok, kar noter in gremo. Pirana do Lucije, v desno lice sonce sije. Iz Lucije v Piran sonči svojo levo stran. Od Pirana do Lucije ob obali Podsevije. Iz Lucije v Piran cel dan traja, če si pijan. Po zimi srečaš le pingvine, poletje kvarjal ti brisače in blazine. Kot tangic ples te spravi v stres, umakneš se na Piran Express. Piran Express, nebeška je kočija, v labirintu ulic skrita melodija. Kava v senci, kamnitih je zaves, direktna linija, Piran Express, prav do nebes. Od Pirana do Lucije, v desno lice sonce sije. Iz Lucije v Piran sonči svojo levo stran. Od Pirana do Lucije ob obali Podsevije. Iz Lucije v Piran cel dan traja, če si pijan. Ko mesto polno je smeti, ostanku psov in ljudi. Kot turbo folka več ne spraviš iz ušes, prestopiš na Piran Express. Piran Express, nebeška je kočija, v labirintu ulic skrita melodija. Kava v senci, kamnitih je zaves, direktna linija, Piran Express, prav do nebes. Express, nebeška je kočija, v labirintu ulic skrita melodija. Kava v senci, kamnitih je zaves,
Direktna linija. Do nebes.